Pozdravljeni mladi umetniki, likovni pedagogi, ravnatelji, starši in ostali ljubitelji otroške likovne umetnosti. Pozdravljam vas v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, v imenu Zveze kulturnih društev in v imenu Osnovne šole Limbuš na današnjem odprtju razstave likovnih del, ki so nastale na 19. Acinem memorialu. Acin memorial smo dali ime likovni koloniji v Limbušu v znak spoštovanja pobudnice pred 20 leti in prve soorganizatorice Ace Frančiške Jurc, ki je bila likovna pedagoginja na Osnovni šoli v Limbušu in je imela to čudovito idejo o nadstandardu za nadarjene mlade umetnike, o slikarski koloniji osnovnošolcev v Mariboru. Kaj nam pomeni sreča? Kako ujeti srečo? To se je verjetno v letošnjem letu 2020 marsikdo vprašal med nami. Majhen virus COVID-19 je žal zaznamoval celotno človeštvo in naš način življenja v tem letu. Zato smo morali tudi 19. Acin memorial organizirati na drug način. 1. oktobra smo imeli spletno odprtje preko Zooma te kolonije, nato pa so osnovnošolci 10 dni ustvarjali na matičnih šolah pod mentorskim vodstvom svojih likovnih pedagogov. Sodelovalo je letos kar 24 osnovnih šol iz širše Štajerske regije, 75 osnovnošolcev mladih umetnikov, ki je slikalo na to temo, kako ujeti srečo, in 19 likovnih pedagogov, ki jih je usmerjalo pri tem delu. Kako so uspeli kvalitetno ustvariti svoja dela, pa nam bo predstavila magistra Katja Kozjek-Val iz Pedagoške fakultete v Mariboru. Za njo pa bo uradno odprl današnjo razstavo mentor oziroma vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave v Mariboru, magister Matija Varl. Razmere letošnjega leta so nas prisilile, da smo večino svojega življenja prenesli v svoje domove in na splet. Trenutna situacija je vplivala tudi na načrtovanje in izvedbo že 19. osnovnošolskega slikarskega srečanja Acin memorial, ki vsako leto poteka v Limbušu. Tokrat torej brez neposrednega druženja, ampak kot v obliki natečaja, ko so učenci ustvarjali skupaj z svojimi mentorji na šoli ali pa celo od doma. Na tokratnem srečanju je sodelovalo okoli 19 likovnih pedagogov iz 24 šol, mariborskih in okoliških šol. Likovna dela mladih ustvarjalcev so nastajala na temo, kako ujeti srečo. Učenci so skozi ustvarjalni proces razmišljali o tem, kaj pomeni sreča, pa četudi v okoliščinah, s katerimi se srečujemo danes. Nastala so likovna dela, ki predstavljajo pregled otroške likovne ustvarjalnosti in predstavljajo raznolikost pedagoških pristopov njihovih mentorjev. Za uspešno likovno delo vemo, da so potrebni določeni ustvarjalni pogoji in ustrezna spodbuda, ki jih učencem nameni mentor. Učitelj učenca na osnovi likovno-pedagoškega strokovnega znanja in lastnih pedagoških izkušenj usmerja, spodbuja ter mu pomaga najti pot do uspešne realizacije lastne ideje. V kakovostnih likovnih delih učencev torej zasledimo tudi dobro delo mentorjev. Ob pregledu nastalih del učencev zaznamo veliko svežih idej, veliko raznolikih pristopov, ki se kažejo skozi kompozicijske rešitve v kombiniranih likovnih tehnikah in razkrivajo doživljanje motiva ustvarjalcev skozi njihove misli, ideje in čustva. V delih opazimo zavesten pristop učencev k gradnji likovnega prostora z vključenim likovnim problemov, barvnimi odnosi, barvami, gradacijami in tako naprej, ki so rešene skozi različne kompozicijske rešitve.
Individualnost pri reševanju likovnih nalog se kaže tudi v izbiri likovnih tehnik. Sicer prevladujejo slike, ki so narejene v tehniki s temperobarvo, vendar zasledimo tudi barvne svinčnike, flomastre, pastele, kolaž. Zanimivost tehnoloških rešitev, pristopov se kaže skozi kombinirane likovne tehnike, velikokrat kombinirana risba z kolažem v obliki rastrov, grafizma, besedila in podobno. Prisotne pa so tudi kolorirane risbe in risba z ogljem. Likovna dela so precej izvirna in domiselna tudi skozi likovni motiv. Učenci so raziskovali srečo skozi naravo, torej podobo travnikov, podobo planin, skozi odnose med ljudmi, sprehod, objem, skozi ustvarjanje, torej prizori, motivi slikanja, poslušanja glasbe, interpretiranja glasbe, prepevanje, igranje inštrumenta in ob motivih domačih živali. Različne interpretacije so podane tako skozi ilustrativne pristope kot stilizirane podobe, velikokrat oziroma ponekod tudi nadrealistične podobe, kar kaže na še intenzivnejše doživljanje časa, v katerem živimo, in celo abstrahirane motive. Zasledimo tudi pojav nekaterih atributov sreče, kot so to mavrica, deteljica ali pikapolonica. Na 2 delih pa se celo pojavi naša maska, s katero se srečujemo vsak dan, kot zaščitna maska ob figuralni podobi, kar kaže res na intenzivno doživljanje obdobja, v katerem smo. Vsekakor motivna raznolikost govori o intenzivnem doživljanju vseh sodelujočih, torej naših mladih ustvarjalcev. Kljub drugačnemu konceptu tokratne izvedbe srečanja nas predstavljena dela nagovarjajo s svojo pestrostjo, domišljenostjo, izvirnostjo, samosvojostjo in z bogatimi sporočili. Zato ob tej priložnosti učencem in njihovim mentorjem ter organizatorjem čestitam. Hkrati pa vas nagovarjam k čim bolj ustvarjalnem preživljanju vašega prostega časa. Hvala. Sreča. Beseda, ki pomeni zadovoljstvo in veselje. Spremlja nas povsod in vsak jo nosi v sebi. Srečo pa si vsak od nas predstavlja po svoje. Nekomu sreča prinaša potovanja, spet drugemu je sreča, ko dobi materialno stvar. Nekateri srečo najdejo v ljudeh, najbolj srečni ljudje pa so tisti, ki srečo črpajo iz samega sebe. Kaj pa je zate sreča? Zame je sreča družina, prijatelji, zdravje, veselje in zabava s mojimi najbližjimi. Srečo ujameš tako, da osvojiš vse svoje želje, cilje, ter da sem vsak dan v bližini svojih najbližjih. Zame je sreča družina in prijatelji, smeh in veselje, moji najbližji, ker se z njimi zabavam in doživljam najlepše trenutke v svojem življenju. Srečo ujamem vsak dan, ko sem v družbi svojih najbližjih. Zame je sreča družina, veselje, prijatelji, želje, ljubezen. Vse, kar me osrečuje. Sreča bi ujela tako, da bi dosegla vse svoje cilje in želje. Pesnica Bina Štampe-Žmavc pa v pesmi Kaj sreča pravi: Sreča je nedavnih oblik, barv, vonjav in velikosti. Sreča je vsemu srečen zapik, od rojstva pa do starosti. Sreča je rožnat dežnik nad sivim dežjem bridkosti in svilnat klobuček vedrine nad pustim licem strogosti. Sreča je šop majhnih srečic za vse, ki jih znajo ubrati, škrlaten srček ljubezni, narisan nad vhodnimi vrati. Sreča je, ko sonce z neba raztopi senčne strani duše, ko mokri oblaki dežja ohladijo vročico suše. Sreča je pesem, prijatelj, kocka in pližast medvedek, neponovljiv trenutek, lep, dragocen in redek. Sreča je najbolj srečnih velikosti, vonjav in oblik. In nikoli je ni preveč za tisti srečenosen dotik. Sreča je trenutek, ki ga moraš prepoznati in ujeti, zato ujemi svojo srečo. Dragi učenci, likovni pedagogi,
ravnatelji, starši in ostali, ki nas spremljate na spletni otvoritvi letošnje 19. kolonije Acin Memorial. Leto 2020 nam je prineslo neke nove situacije, neke nove prilagoditve in vseeno, kljub vsem zaostritvam, omejitev gibanja, nam je uspelo izpeljati 19. limbuško slikarsko kolonijo osnovnošolcev Acin Memorial, tokrat malo drugače, tokrat nadaljavo, brez druženja, brez srečanja v Limbušu. Učencev je bilo kar nekaj, ki so ustvarjali, vsa njihova dela so zbrana v tem simpatičnem katalogu, zato se zahvaljujem vsem učencem za njihovo delo, za njihovo ustvarjalnost, njihovim mentorjem, likovnim pedagogom, ki so ustvarjali, ki so z njimi ustvarjali, vsem staršem, pa tudi ravnateljem, ki podpirajo to vrstno dejavnost. Sporočamo vam, da boste vsi prijeli kataloge in priznanja v fizični obliki, takoj, ko bo to mogoče. Zaenkrat pa vam ponovno mahamo nadaljavo, torej na spletu je objavljena tudi spletna verzija tega našega kataloga, tako da si lahko vsa nastala dela ogledate na kratkem filmu, prelistate torej nastala dela. Vsem skupaj čestitam in upam, da se kmalu vidimo tudi v živo. S tem je spletna razstava uradno tudi odprta. Hvala in srečno do prihodnjič.